Spoštovane in spoštovani, ki ste se nam pridružili nocoj na Uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu na še enem večeru v sredi domovine, na katerem predstavljamo zamejske ustvarjalce in ustvarjalke, vsi tisti, ki nas spremljate preko digitalnih kanalov. Prisrčno dobrodošli, zelo zanimiv večer je pred nami, imamo dve mojstrici podobe. Z nami so gospa Katarina Kalc, dobrodošli, dobro večer Katarina, in gospa Dunja Jogan, dobrodošli Dunja. Hvala, da ste si vzeli čas za nas, za tale klepet. Jaz sem zelo vesela, da smo se dobili ravno na pustni torek, pa ne samo zaradi tega, ker je ta naša avla ravno tako pisana in barvita in živahna, kot je pustno obdobje. Priznam, da uslužbenke in uslužbenci urada v teh dneh, odkar je Slovenski svetovni kongres postavil to razstavo, še raje hodimo v službo, ker nas vsak dan pričaka vse to barvito razkošje. Ampak še iz enega razloga, namreč nekateri psihologi, bolj poljudni sicer, pravijo, da ob pustu, ko si človek izbere masko, pravzaprav se ne zamaskira, ampak masko sname, ker postane tisto, kar si globoko v sebi želi biti. Tako da na nek način je tudi vsaka pustna maska, se mi zdi, ena taka ilustracija naše domišljije in naših notranjih svetov. Zdaj vidve, Katarina, Dunja, vi ste študirali v Ljubljani, vi ste študirali v Urbinu, vi ste se vrnili na Kras, relativno hitro vas je pritegnila ta kraška gmajna nazaj. Vi imate izkušnjo življenja v italijanski prestolnici Rimu. Tako da v bistvu vi ste študirali grafično oblikovanje, vi slikarstvo, tako da ste k ilustraciji vsaka prišli svoje smeri neba in področja in me zanima za obe to vprašanje, kaj vaju je pri ilustracijah pritegnilo. Katarina, evo. Jaz imam zelo rada naravo in vse, kar se tiče ilustriranja narave, živali, tega naravnega okolja, me vse to pritegne. Potem seveda je potrebno tudi se prilagajati delu in tako dalje, ampak če le utegnem in če lahko, se raje posvetim temu svetu. Pa vam ni težje ilustrirati, kot ustvarjati svojega likovnega dela, samo iz svojega notranjega sveta? Ja, je težje, je. Je? Ja, seveda. Ampak je v tem tudi nek čar, neko veselje? Ja, potem je odvisno od dela do dela, je pa sigurno težje, ker je treba poštevati tudi pričakovanja drugih, ni samo nekaj mojega. Vi kot grafična oblikovalka ste verjetno vajeni naročnikov, ne? Ja. Tako da je to prilagajanje nekako vgrajeno v vaše delo. Ja in ne, ker je vsakič se je treba malo stalno eno treniranje, Za grafično oblikovanje je nekaj bolj praktičnega, večkrat. Za recimo ilustracije knjig in tako je bolj raznoliko, recimo. Ja, moraš biti tudi malo praktičen, imaš dosti več, svet je večji kot nekako, ne vem, če sem... Kaj vas je pripeljalo do ilustracije? Naključje, pragmatičnost, želja? Ja, jaz rišem zelo rada, odkadar sem majhna, ko sem mlada. In recimo jaz sem hotela vedno postati ali umetnica ali ilustratorka. In potem sem rekla, grem v grafiko, ker sem imela vtis, da je lažje se preživljati z grafiko in tako. In sem potrebovala res dosti let, da sem se okorajžila, ker tudi v grafičnih študijah in agencijah sem tudi ilustrirala. Samo da bi šla prav na svojo roko in tako sem potrebovala res dosti časa. In potem sem rekla, ali zdaj, ali nikoli več. Dobro, glede na mlada leta bi lahko tudi še malo počakali, ampak smo veseli, da niste. Tako mlada. Nisem tako mlada leta. In se je splačal ta skok, v neznano? Ja, absolutno. Ja. Se spomnite svojih otroških knjig svojega otroštva?
podob v knjigah svojega Ja, otroštva? zame so bile prav tiste slovenske klasične, babica pripoveduje, je bila vsak večer, ponavadi vedno iste dve pravljici, sta se ena ali druga. Ta je prav tako zapečatena v spominu in jo imam še zdaj tam, oziroma sem jo spet kupila, ker tisto sem izgubila, šla nekam, ne vem, Ojoj. in sem kupila enak izvod potem za sina, tudi bolj za mene kot za sina, ja, da je ostala tam. A ima sin tudi rad, ali ni tako? Je zdaj že navdušen? velik, ampak je imel, ja. Kako se prepleta recimo v otroški domišljiji podoba in zgodba? Kaj nam bolj ostane? Ali se to dvoje nekako zmeša v eno sporočilo? Se zmeša, zdaj tudi odvisno od knjige, če je zelo močna ilustracija, če prevladuje ilustracija barve, da je zelo sporočilna preko slike, ne, preko ilustracije, ali koliko je tudi močna beseda, ne, v njej. Mislim, da je oboje se oboje prepleta in je važno oboje, ne. Zdaj, če skupaj lahko tvorita neko poezijo in potem se spajata in ni več toliko ločljivo beseda in podoba, ne. Dunja, vi kaj ste brali med enim risanjem in drugim? Ja, jaz se spomnim Mačka morja, potem je bila ena tetka Bršljanka, se mi zdi, potem kakšno angleško, sem bila mlajša in je prinašal stric te knjige in tam mi je bilo zelo všeč gledati samo figure. Sem imela njih 6 let ali 5 in je bilo prav slikica in spodaj napisano, kaj je. In so bile strašno bogate te knjige, ne, je bilo zelo dosti ilustracij in sem se prav zgubljala ure in sem gledala in sem opazovala in tako. 3 botre lisičice. 3 botrice Ja. lisičice. To pa je samo slika, meni je to tako prevzela ta ilustracija. Potem po več letih, mislim, pred kratkim skoraj bi lahko rekla, sem šla še enkrat brati in sem razumela zgodbo. In je bila skladna s tem, kar ste si predstavljali po ilustraciji? Ne, se nisem spomnila tiste zgodbe. Ne. Kaj so vam ilustracije dale? A nama poveste, Dunja, pa dajte vi začeti malo o teh ilustracijah, ki krasijo te naše prostore. Ja. Te so iz knjige Nina il T-Rex, ki je šla lani pri Setenove, ta je založba iz Italije, italijanska založba. In se ukvarja s temami različnosti in tudi nasilja, bodisi do žensk, kot tudi nasilje med otroci. To je zgodba, ki jo je napisala jo je napisal en drag queen in recimo on je socialni delavec in dela dosti z otroci in tudi z odraslimi. In tako je napisal to zgodbo, recimo, kjer je ta dinozaver, ki se ga vsi bojijo, ker se zdi tako zelo nasilen, ne. V resnici je nasilen, zvemo potem, ker se ne čuti sprejet, se ga vsi bojijo in je sam, se počuti sam. In je en otrok, ki se ga ne boji in ga nagovori in potem postaneta prijatelja in potem ga utegne vključiti v to skupnost, ne, in tako. Te ilustracije so iz zbirke Pilotka in so pesmi Barbare Gregorič-Gorenc. Pesmi so recimo so različne tematike. O prostosti, o moči, o korajži, potem je poletje, je tesnoba, je zares dosti tematik. In ni bilo lahko ilustrirati te knjige, ker tematike so zelo različne in večkrat tudi ritem v pesmi. Pesmi nekatere so tudi zelo različne, so nekatere bolj konkretne, nekatere filozofske, nekatere res zelo različne. Verjetno je težko ujeti to raznolikost in hkrati ohraniti neko enovitost podobe risbe, ne? Ampak vam je
Dobro. No, vsaj po tem, kar vidimo tukaj. Ja, čakajte, vam umaknem. Katerina, vaše? Jaz sem prinesla ilustracije iz 2 zgodbic. In sicer tiste malo večje so zgodbice iz enega sklopa zgodbic, ki so izhajale v tej reviji Galeb, ki izhaja lani ali letos, mislim, da je praznovala 70 let. Pri založništvu Ja. Kraškega tiska. In sodelujem že veliko let z njimi. Vsako leto pač dobimo, so nas podvojili, mislim, so nas združili v nov tandem sodelovanja. In te zgodbice so take zgodbice dogajanja ene skupine prijateljev, teh živalic iz gozda, kjer ima vsaka svoj karakter, so take simpatične dogodivščine in vsakič mislim, da se ukvarja z neko drugačno lastnostjo, značajno, več kot drugo, teh živalic, ki so potem seveda tudi človeške značilnosti. So zelo take bogate realistične risbe, ne? Ja, jaz se težko ločim tega realizma mojega, ker imam zelo rada živali in skušam obdržati njihove značilnosti realistične. Včasih sem imela tudi kakšne bolj posebne živali in se grem pogledat, grem pogledat fotografije, da ne bi preveč si izmišljevala, ne, in bi potem tem realističnim živalicam dala neko bolj človeško značaj ali podobo, recimo neko človeško obliko, ne da bi popolnoma spačila tiste realizma. Ne. Ste v slikarstvu tudi taki, v odnosu do narave, do Ja. realnih podob? To je malo težko, je malo skoraj taka prevelika navezanost, težko se tega znebim, tudi če bi rada včasih. Ne. Ampak vas razumemo, ker če vas obkroža tisti čudoviti kras in vam tako sega v dušo, potem ni čudno, no, Ja. da ta ves in ta očaranost ostaneta zelo močna. Ne? Bi rada to izrazila na kakšen bolj prost način, ne? Ampak zaenkrat sem že zelo vezana na ta realizem, na naturalizem. Ma dobro, v naslednjih 40 letih Imam kariere še boste čas, že imeli ja, čas, ja, ja. da se tudi preizkusite še s čim drugim. Mi smo zelo veseli publike danes, smo zelo veseli, da je z nami predsednik Svetovnega slovenskega kongresa, dr. Pleskovič, in se še enkrat zahvaljujemo vam in gospe Sonja Avguštin Čampa za pomoč pri organizaciji tega dogodka. Smo zelo veseli, da je častni konzul Republike Slovenije na Švedskem, gospod Križ, danes z nami. Smo res predstavniki Rafaelove družbe, pa še koga sem verjetno pozabila, pa gospod in gospa Strgar, ki sta vedno naša draga gosta in tudi zaposleni na Uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu. Gospod Dimnik, se opravičujem, ja. Pa sem mislila, ne, ampak potem sem videla eno punco tam v zadnji vrsti, pa me je zmedla. Dobrodošli, res hvala. Res vsem hvala, da ste prišli, nam to res veliko pomeni, da se takole družimo. Bom ostala kar pri Katerini pa pri krasu. Kako da ste se odločili po študiju na Akademiji za likovno umetnost Univerze v Ljubljani, da se vrnete domov v to zamejstvo, kot se reče, na drugo stran, kaj vas je vleklo? Malo sem sledila tem življenjskim tokovom, tako je. Sem mislila, da se vrnem za nekaj časa in potem sem ostala na Krasu, ker očitno imam zelo močne korenine, tako kot imajo druge rastline tam na Krasu. Ja, sem res zelo vezana na tisto ozemlje, bolj na naravo kot na kraje, kot na ljudi in vasi, veliko več na naravo. Po moje vedno več, čeprav sem vedno sanjala, da bom šla nekam drugam, potovala, tako, so se korenine, so me povlekle. So vas ujele. Jaz vedno vprašam, ker se mi zdi to vprašanje zelo zanimivo, ne, tudi za različne generacije,
za različne ustvarjalce, za ljudi, ki so ustvarjali na različnih področjih. Kako dojemate to razmerje, bi rekla, med vašimi domačimi kraji, ki so v sosednji državi, in Ljubljano kot prestolnico vaše matične domovine? Kako ste se premikali med tema svetovoma in a ste se počutili kdaj tuje ali vam je oboje domače? Na začetku sem se počutila zelo tuje v Ljubljani in potem sem se navadila in je postalo domače tukaj. Mogoče me kdo tudi razume, recimo, da se lahko počutim tuje tudi v svojem domačem okolju, ne? Odvisno, kaj se dogaja in kdo je okoli mene, ne? Tako da se lahko počutim domače nekje, kjer sem prvič, ne? Ampak so pravi ljudje in pravo vzdušje in se lahko človek počuti, kot da je odvedno tam, ne? In tako da sta mi domača zdaj, res sem zdaj že dolgo let tudi stran od Ljubljane, ampak tako sem ohranila veze. Sta mi oba kraja domača. Se pravi, da dom in domovina nista vedno fizični prostor, sta bolj včasih prostor srca. No. Seveda. Ste našli brez težav v Ljubljano danes po avtocesti in to? Še poznate pot vse? Poznam, ja. Dunja, vi pa tako malo drugačno izkušnjo, ne? Malo drugačno življenjsko pot ste imeli. Najprej ste se odločili za Urbino, kako to? Ja, ker je bila ta dobra grafična univerza, tako sem se odločila, da poskusim tam. Potem sem šla v Benetke en čas, eno leto in sem naredila tam tezo, svojo tezo. In potem nisem imela volje še se vrniti domov in sem rekla, grem še naprej. In sem šla v Rim, sem živela tam 8 let. Ja, in za delo je bilo super, za okolje in vse je bilo krasno. Kulturo je bilo zares zelo lepo. Včasih sem se čutila malo osamljena, tako da potem sem spoznala svojega partnerja, s katerim sem še, in sem se odločila, da se vrnem v Trst. Tako. In mi je bilo težko dolgo let. Se nisem tegnila vrniti spet v Rim. Sem pustila en del srca tam. Tako. Zdaj sem se vrnila spet po 20 letih v bistvu. In je bila res močna sprememba. Ja. Se vam zdi, da se je spremenil Trst, da je to drugačno mesto, kot je bilo mesto vašega otroštva? Ja, popolnoma. V čem? Mislim, kaj je tisto, kar je? Po mojem je bolj odprto drugačnosti. Tudi za nas Slovenci je boljše, po mojem. Ne? Ker jaz, ko sem bila najstnica, sem živela v mestu. Prej sem živela na občinah, potem sem šla v mesto. In sem živela na kako se je Viale, Drevoredu. Na Drevoredu. In tam je bilo ogromno fašistov in ni bilo zelo simpatično. Je bilo malo nevarno. Tako. Zdaj ni sploh več tako. Je popolnoma drugačno. Se pravi, da v vašem otroštvu še je bilo to, da recimo, če ste govorili slovensko na ulici in tako, da je bilo malo tesnobe. Ja. Takrat. Se strinjate, Katarina, da je ta sprememba na boljše, bi človek rekel? Sprememba. Mogoče tudi morala biti, ker se je poleg Slovencev in Italijanov je prišlo veliko drugih narodov. Ne? Čeprav Trst je bil vedno mešanica narodov, so to potem malo pozabili vmes. In verjetno ima prav Dunja. Ona bolj direktno doživlja to, ker jaz zdaj imam tako zamaknjeno življenje. Aha, ste bolj na podeželju? Ja, sem tako. Se pravi, da tega mestnega utripa ne čutite toliko? Nimam toliko rada mesta. Aha, ste odprli vrata, ker mislim, da so zvonili pred vrati. Kar pridite naprej, še nekaj prostora imamo. Zelo dobrodošli vsi.
Ste zamudili uvod v zgodbo, tako da ne vem, če boste zdaj razumeli, kako se konča, ampak... Obe, Katarina še vedno, Dunja prej v prejšnjem obdobju, ste tudi delali in z odraslimi in z otroki na ustvarjalnih delavnicah in me zanima, kakšna je bila ta izkušnja, no? Oziroma kakšna je ta izkušnja. Kako je delati z otroki? Ali je to res, da otroci naravno imajo neko domišljijo in nek notranji barvit svet, ki ga je treba samo izbrskati brez njih? Ja, absolutno res. Zdaj, predšolski otroci so še vedno umetniki, ne? In to čisto na naraven način izrazijo, ne? Vsaka risba je umetnina, recimo na otroškem vrtcu. Bolj kot rastejo, več je ta vpliv zunanji, ne, medijev in vsega, kar je okoli njih, in bolj se malo standardizira njihov način izražanja, ne. Ampak je lep izziv in je tudi lepo delo to jim dati možnost, da izrazijo, ne zdaj prav nekaj učiti ali preveč striktno voditi, ampak jim dati material in čas in eno tako bolj rahlo vodenje, da se izrazijo vsak na svoj način, ne, da razume, da je vsak način pravi, da ni nekaj to je grdo, to je lepo, ne. Ker včasih se dogaja na šolah, ne, ko jih preveč malo zdaj ne to riši, mislim, malo preveč omejitev, ne. Zato mislim, da potrebujejo take delavnice, kjer se ne gre za oceno, se ne gre za delo, ki mora biti končano do določenega termina, ne. In tam se sprostijo in nastanejo res kakšna lepa dela. So vam navdih tudi otroci? Ja, včasih, ja, kakšni. So zanimive njihove kritike in njihove ideje včasih, ne, tudi kako videti, kako oni gledajo na to, kar dobijo, ne. Se otroci tudi niso tako lahka publika, ne? Mislim, znajo biti kar zahtevni odjemalci, ni to tako preprosto. Zahtevni, zabavni tudi zelo, ker so zelo spontani in ti povejo direkt brez ovinkov, ne, kar mislijo. To bi mi všeč in konec, ja. Včasih nasmejemo, ja. Kakšna je vaša izkušnja, Dunja? Ja, se strinjam s Katarino. Predšolski otroci so dosti bolj prosti, ne, in ja, bolj iskreni morda, ne vem. Potem, kaj bi rekla? Ja, so zelo direktni, jaz se več, kako bi rekla, me navdihujejo, ne, zelo, ker ta njihova spontanost in tako me privlači zelo. So smešni, so vedno navdušeni, karkoli jim ponudiš, ne, okej, če si ti zdolgočasen, potem si zdolgočasen, ne. Ja, seveda. Če ne, so super energični in tako. Se to velja tudi za našo publiko? Mislim, če bi bili mi dolgočasni, oni bi že zehali, ne, ampak vidim, da so še kar živahni. Rabijo tudi odrasli tako delo, kot se posveti otrokom, bi tudi odrasli bi si morali, zdaj ne vsi, ampak bi si morali vsako toliko vzeti čas za tako ustvarjanje. Ustvarjanje je terapevtsko, ne? Do neke določene mere. Zdravi bolečine in težave, ne? Glede na to, da se pogovarjamo o območjih ob meji, o narodnostno mešanih območjih, vi, Dunja, ste prej sami rekli, kako je včasih bilo tudi veliko napetosti, tesnobe in tako. Kaj lahko skozi risbo in skozi podobo naredimo, da v bistvu tudi že v otrocih, no, skozi ilustracijo spodbujamo te vrednote sodelovanja, sožitja, prijateljstva, medsebojnega razumevanja, koliko tu v bistvu ilustracija lahko tega pričara. Tudi recimo skozi knjige, kakršna je ta o tem simpatičnem dinozavru Ninu, ki ste jo vi ilustrirali. Ne vem, kar mi pride na misel, je, da bi se lahko ustvarjala eno veliko risbo, ne vem, vsi skupaj,
ne, da otroci vsi skupaj sodelujejo pri neki stvari. Se lahko tudi ilustrira različne kulture ali kaj takega, ne, da potem se vidi, kaj oni mislijo, ne, kako razmišljajo in tako, ampak da sodeluje nekaj skupnega, da nekaj zgradijo skupaj in se s tem grejo morda preko kakšnih predsodkov, ali, ker v zabavi prav pozabiš na vse in narediš skupaj, ne, tako. Samo je smešno, prosite, da te predsodke in mi posredujemo, potem pa razmišljamo, kako bi jih naučili, da jih ne bi imeli. Otroci sami ne bi imeli takih hudih predsodkov, ne, ker je tudi dokazano, da ne vidijo razlike tam, kjer jih mi vidimo, tiste razlike v negativnem smislu, ne, da je njim to vseeno barva ali kako je nekdo oblečen ali kaj, ne. To je, mislim, mi kot odraslih to naučimo, potem pa kako zdaj tega jih osvoboditi, ne. Mogoče zato, ker otroci so do neke določene mere tudi zrcalo, ne, v katerem se odrasli pravzaprav vidimo in tudi prepoznamo svoje napake, ampak se strinjam z vami, da mogoče, če že prepoznamo te napake, da bi bilo dobro, da bi jih začeli pri nas popravljati pri sebi, ne, da jih popravljamo pri otrocih. Ampak recimo že, če govorimo, je risba do neke določene mere neko univerzalno sporočilo, ne? Se pravi, gre čez te jezikovne bariere. Ja. Je razumljiva vsem kot glasba, Je drugače za vas delati, ilustrirati italijansko ali pa slovensko besedilo? Ne bi vedela, je odvisno od besedila. Na primer, v pilotki sem vprašala za nekatere pesmi pomoč Barbaro, ker nisem vedela, kako bi ilustrirala. Tukaj je bila drugače, ker je ena cela zgodba in potem, ko zbereš, kakšen bo protagonist, kakšen bo antagonist in kako boš, ne vem, kako bo ambienti, kako so ambienti in tako potem gre samo, ne. Za nekatere bolj filozofske pesmi sem bila malo v krizi. So bolj abstraktne stvari, ne. Vam je vseeno, kateri jezik je jezik besedila? Nimam takih primerov, da bi lahko zdaj videla te razlike, ker za italijanske tekste sem bolj malo ilustrirala in to je bilo bolj znanstveno za otroke, recimo je bilo eno zgodovinski tekst. Tako da je druga tipologija vsebine teksta. Zdaj sem pred kratkim ilustrirala eno knjigico, dvojezično knjigico v verzih, ki je bila napisala Majda Artač za mladiko in je bila napisana prav zato, da se približa te dvojezične ali mešane družine v Italiji, predvsem temu, da se uporablja oba jezika v družini, ne? Tudi da lahko italijanski starš prebere knjigico otroku ali da otrok prebere knjigo staršem, ki na koncu je tudi majhen slovarček. In mislim, da bi moralo več takih tipov, tak tip knjige izhajati, ker je vedno več teh mešanih družin, je pa malo takih dvojezičnih knjig, ne. In je malo bolj težko prevesti, jezikovno prevesti, predvsem verze, ker v enem jeziku lahko izraziš nekaj na en drugačen način, ne, italijanski in slovenski jezik se pri prevodu ali eden ali drugi nekaj izgubi, ne vem, ne vem, kako bi opisala, nekaj moči v tistem sporočilu, ne, v načinu sporočanja več kot sporočilu. Ampak v bistvu slika je vedno neko lepilo. Slika združi, zato da ni slika tisti, ne. Ampak to je res zanimiv koncept, ne, to, da
recimo oba starša lahko bereta isto knjigo in Ja. otrok vidi isto podobo, ki spremlja v bistvu oba jezika. Ne? Dunja, povejte mi kaj o svojem ustvarjalnem procesu, kako rišete, še vedno peš, svinčnik in to, ali bolj umetna inteligenca in te reči? Ne, umetno inteligenco nisem še raziskovala. Ne. Ja, recimo, ko sem delala za grafične agencije, sem risala dosti na kompjuterju in tako. Potem, ko sem začela risati za otroke, sem začela risati s klasično tehniko, tempero, mešano tehniko, malo kolaža, malo vsega. Tako. Sem mogla dosti se sprostiti, sem rabila nekaj časa, da se sprostiti in zaiti malo po drugih poteh. In zdaj, zadnje čase, sem začela spet ilustrirati digitalno, ampak na tablici, s tabletom, ne? In je zelo zabavno. Ja, tudi bolj hitro se popravi, mislim tako, ne? Lahko tudi malo narediš korak nazaj, če treba. Ja, lahko narediš. V resnici, ja, če hočeš narediti eno kvalitetno ilustracijo, tudi rabiš enako časa. Ste bolj umetniška, tako delate v velikih zamahih pod vplivom navdiha, ali ste perfekcionist, popravljate vsako Oboje. črtico? Ja. Včasih sem prav kompulsivna, vse te pikice, vse te stvari, potem ne morem več in naredim s čopičem in potem dodam tako malo drugega. Se pravi, se malo meša. Ja. Vi, Katarina, ste tako klasično, papir je vaš? Samo klasično. Jaz sem računalniško totalno nesposobna. Sem poskusila kdaj se približati računalniškemu ustvarjanju, risanju, ampak ni za mene. Spet to še pride lahko. Ne verjamem. En dan vas prime želja. Ne, mi je všeč to klasično, materično, ja, prav ta, vse, tudi vonj in občutek, ta površine, vse, ja. Barve, vse. Je pa je res, da ko takrat, ko zgrešiš, moraš ali je prav ali prima in če ne, je treba znova, ponavadi treba vse znova. Ja, skicirate prej tako, imate neko idejo v glavi, na papirju, kompozicijo, ilustracije in tako? Ja, samo jaz sem tako zelo nediscipliniran človek in to nas zelo veseli. Dosti takih. Vem, da bi morala skicirati, da bi tako moralo biti, ampak začnem in potem se ne utegnem držati te discipline. Ne? In potem skica nastane definitivno delo večkrat. Je tudi ponavadi se zgodi, da je skica lepša od potem definitivnega in ti je skoraj žal, da si potem šel delati drugo, ker je bila tista ta prva, ta prava. Kaj? Pa to niste krivi vi. To so te figurice, vam skačejo, vse one same imajo, se same postavljajo na sliko, tako da logično. Po mojem tudi, ko delaš skice, si bolj sproščen, in se ne bojiš, da moraš narediti prav totalno perfektno, tako je tudi risba, po mojem, je bolj pristna, ne vem, kako povedati, ne? Ja. Potem, ko bi mogel narediti definitiv, je kot ena kopija, ne, ki jo malo narediš še malo bolj perfektno, ni tisto, ki izgubi svežino, recimo, malo potem definitiv. Ja, začneš mogoče malo komplicirati, malo samega sebe v bistvu postavljati pod pritisk. To so originali, kar nam visi, ne? To je nastalo pod vajnimi ročicami. Kaj vam pomenijo originali vaših? Mislim, je to nek predmet, ki vama nekaj pomeni fizično, je pomembno, da imate to ob sebi, pri sebi? Meni pomeni kot izkušnja dela, recimo, kot tisti proces, delovni proces, to gre skozi in potem razmišljam na drugo, ne. So vse, na takšen način sem na vsa dela vezana, ker je bil nek trud vložen v to in
pri nekaterih veliko truda, ker je vedno tudi treba upoštevati ten termin in hiteti pri tem, tako je malo včasih mučno, preden se pride do konca tega dela. Jaz ponavadi potem že takoj hitro imam že kaj drugega v planu ali v mislih in ko vidim svoja dela, vidim, kaj bi potem drugače naredila, kaj bi boljše naredila, tako da nisem zelo vezana na tisto, kar je že šlo mimo. Ne. Imate doma po stenah? Ne? Malo, na ilustraciji ne, nimam. Bolj slike in ostale? Kakšne slike male. Na eno slikico sem zelo navezana, mogoče edina, eno imam v predalu, katero sem... Zanimiv pristop. Eno, kar nisem prav prepričana, da je dobra. Ma jo vzamete kdaj ven pogledati? Ja. Dobro. Eno pa jo včasih razstavljam, ni ilustracija, ampak če me vprašajo, če jo prodam, pa nabijem ceno, tako da do zdaj še nisem prodala. Rečete samo ampak je zelo draga. Tako da je še vedno moja, je že 16 let zdaj. Nekaj je na tem očitno. Vi, Dunja? Ja, sem navezana. Včasih tudi preveč. Ja. Vam pomeni tudi ta original, se pravi, zdaj če vprašam tako kšeftarsko vprašanje, ne? Se pravi, tega, kar imamo po stenah, to se ne da kupiti, pa ne z domov. Ja, se da. Tako kšeftarsko. Dobro, potem najprej bomo dali vsakemu 3 kozarce vina, pol bomo imeli pa dražbo. Ampak potem, da boste bolj odprti. Zanimivo to. Obe imate izkušnje tudi z, če se ne motim, če sem prav prebrala, če mi spomin še služi, s poslikavami, z murali. Ja. Kako pa je to? Jaz sem se tako zelo intuitivno približala temu. So me v sklopu teh šolskih delavnic poklicali kot zunanjo sodelavko, kar delam precej redno, in so mi ponudili 3 take različne delavnice. Zdaj zadnja se bo nadaljevala, zdaj smo lani končali en del enega prostora, ki bo postal šolska knjižnica in še tak mali muzejček, kjer tam ne bomo slikali. V bistvu šolska knjižnica in tak prostor. V vasi Šempolaj, blizu Nabrežine, to je ta zadnja. Je zabavno, ker zraven pridejo potem otroci tudi sodelovati, delati. Jaz pripravim risbo na steni, potem tisto največje dele, tiste manj komplicirane naredijo otroci. Samo tam jim pa morate reči, da naj barvajo do črte. Tam pa ni nesvobode. Ja, sem s palčko. In pride tudi do takih zelo simpatičnih anekdot, recimo. Zna biti za starše nevarno delo, ker potem dobijo kakšne ideje ti otroci, tudi za domače prostore. Da poslikajo, dobro. In je bilo ena punčka bila zelo simpatična, je prišla en dan do mene, ne vem, če lahko povedala, ne bom povedala imena. In veš, kaj sem naredila? Kaj? Doma sem narisala rožice. Kam? Po stenah. In sem rekla, ma kje? V dnevni sobi. Po vogalčkih. Ma je videla mama? Ne. Ne še. Ni še sesala mama. Misliš, da je bo všeč? In potem je rekla, naslednjič, ko sva se videla, sem vprašala, kako je šlo. Z rožicami. Dobro, je rekla. Je bilo všeč? Ja. Bom še. Mogoče, ko so bili rožice, ne? Ja, rožice so pasale. Lahko bi kaj večjega, kakšna medveda. Vse mogoče zdaj je že, pa niti ne vemo, da se je umetnica že razvila. Ampak se mi zdi to zelo pozitiven pristop staršev. Zdaj res, da je poslikala stene v hiši in ne relativno. Ampak pristop staršev je bil po mojem krasen. Kdo je kregal otroke, če so risali po stenah? Naj vam bolno. Dunja, vi kako ste to? Kakšna je vaša izkušnja? Veliko poteznih poslikav. Jaz sem si hotela poslikati stanovanje, potem nisem naredila nič.
Ja, in moj partner vedno mi reče, kaj nisi naredila, ne bi lahko naredila zdaj. Ma ni dovolj časa. Kovačeva kobila je vedno bosa, se rečete. In ja, sem naredila nekaj delavnic z otrocmi. Mi smo ilustrirali po tleh, tako zelo velike površine in tako. In potem sem naredila ene murales za eno banko v Trstu. In tisto sem naredila digitalno, recimo, ne digitalne slike. Tako. In potem so izvajalci drugi v bistvu fizično poslikali. Ja. Oziroma, jaz sem naredila vse na kompjuterju, delno tudi ročno. In potem so naredili kot ene panoje in tako so vesli. Sem videla zadnjič v enem filmu, ali kaj je bilo, nekaj po televiziji, kako recimo zdaj projicirajo na steno skico in potem barvajo projekcijo. To je tak zanimiv pristop, da prerisuješ v bistvu. Pa to bi mogoče, se bomo zmenili, mi boste narisali, bom jaz tudi doma to naredila. S projekcijo, ker jaz sama ne znam, ampak se bomo zmenili. Me zanima čisto še eno tako filozofsko vprašanje, Katarino že. Se počutite slovenski umetnici? Ja, jaz sicer se ne počutim zdaj, da pripadam neki državi, nekim mejam. Seveda se počutim slovenska, ker slovenščina je moj jezik in sem obiskovala slovenske šole, sem zrasla v slovenskem okolju, delam za slovenske založbe, tako da se počutim, se istočasno pa počutim, ne Italijanka, ampak se počutim doma v tistem okolju tudi, ne, tako malo en občutek brez meja, tako na sredini. Živim na Krasu, ki je čez obe meji, ne, čez mejo na slovensko, na italijansko stran, kjer lahko greš, hodiš in si naenkrat v Sloveniji in se ne zaveš. Tako da je zelo relativno ta občutek. Ni videti meje v naravi, ne? Narave nič ne zanima. Kaj mi rišemo po zemljevidih. Ja. Vidunja? Ja, tudi tako. Se počutite tako na nek način oboje, oziroma nekako prebivalka obeh svetov. Ja, tako. Potem odvisno, včasih, ne vem, zdaj sem sodelovala z eno italijansko založbo in je bila ta punca je bila prav Rimljanka, tako, ko sem se pogovarjala z njo, sem se čutila prav slovenka. Ampak včasih, če se pogovarjam z Ljubljančanom ali tako, se čutim bolj Italijanka. To je. Včasih tako se človek vpraša, recimo ljudje, ki živijo ob slovensko-italijanski meji, imajo več skupnega med sabo, ne glede na to, kateri jezik govorijo. Ali imajo več skupnega vsak s svojim glavnim mestom, ne? To je ena taka zanimiva dilema. Včasih bolj eden z drugim, ne? Ja. Ne? Ampak, ko pridete v Ljubljano, se počutite doma, tako doma. Ko ste gostovali na Svetovnem slovenskem kongresu, ste se počutili, da gostujete v svojem okolju. Ja? Ali je bilo tako malo... Recimo je bil malo drugačno okolje od tistega, kar je bilo včasih v Ljubljani moje okolje, ne? Ker je bilo moje domače okolje v Ljubljani je še vedno vezano na prijatelje, ki so tukaj, na mesto kot mesto, čeprav se je zelo spremenilo od takrat. Na boljše, na slabše? Na drugačno je, tudi nekaj je tudi izgubilo, ne, je izgubilo tisti občutek domačnosti, tako ni več, je postalo vse bolj moderno in to je tudi pozitivno, se obnavlja stalno, je zelo evropsko mesto, kar je še vedno je veliko mladih, kar je bilo vedno, ne, ker je pač univerza, šole in vse to. Ni
več tako domače, tako skoraj malo, jaz sem bila v Rožni dolini, tam je bilo skoraj vas, ne, recimo, skoraj podeželje. Malo je na tem izgubila, ampak je še vedno tisto mesto, ki bo del mojega življenja, recimo. Jaz vem, ne toliko iz svoje izkušnje, ampak ko se pogovarjamo, da pač je tudi nekaj teže, ne, v tem, da bi rekla, da človek prihaja iz obmejnega območja ali pa da je pač Slovenec, ki živi čez mejo, da včasih je težko komu kaj dopovedati, ne, kdo si, pa kako si, pa odkot si. Ampak a je tudi prijetnost to, Dunja, sploh za umetnika? Ti da neko širino. Ja, gotovo. Potem, ja, kot pravite, je vse relativno. Če greš v veliko mesto, je toliko kultur in vsega, da ne, si enostavno eden med tolikimi, ne, ni tega, si Slovenk, nisi. Ne vem, kako bi povedala. Važna je komunikacija, se razumeti, ne. In ne vem, na primer, moj vnuk živi v Amsterdamu in ima mamo Slovenko, očeta Nečak. Neka za vnuka, se mi zdi, da. Ja, Nečak. Sin od sestre ali sina? Ja. Nečak, za vnuka ste dosti premladi. Ja, okej. In ima mamo Slovenko in očeta je Nemec in on hodi v holandske šole in zna angleško, torej zna 4 jezike istočasno. In kaj je Slovenc, je Nemec, in malo vsega, ne? In je dosti otrok tako zdaj, vedno več, ne? In to je tudi nekaj, kar moramo sprejeti, ne? Ja, je lepo. Tudi, ne? Ja. Bom končala z enim vprašanjem. Nekdo je pred vrati, nekaj zvoni. Mogoče je tetka Bršljanka. Gentleman, no, tako. Ljubljana, Dunajska šola, se reče temu. Za konec bi vaju vprašala, vaju je kdaj zamikalo, da bi naredili čisto svojo knjigo od začetka do konca, Katarina? Ja. In? Čaka, tam Zori? pravim, zori, zelo počasi. Ideje pridejo tako kot bliski, pridejo mimo, potem jih ne utegnemo loviti, ne, ker so šle že mimo. Nekaj piha tudi na krasu. Piha, ja. Če ne piha ni časa, ko je čas, pa piha. Ja, zelo, zelo rada bi. Ja. Ker tam, zdaj so naročila in si prilagodiš, se dogovoriš, skušaš se približati čim več pričakovanjem naročnikam in avtorja in tako dalje. Seveda je nekaj delati samo zase, je že zelo blizu tistemu umetniškemu delu, ki je lahko slikarstvo, ki je lahko druga panoga in ja. Bo, ne? Bo dozorelo, ne? Da bo. Kot smo rekli, ne, še veliko časa. Dunja, vi? Kaj si želite? Ja. Kaj vas tako vleče naprej? Zdaj zadnji čas sem začela pisati tudi in zdaj bo išla ena knjiga, ki sem jo tudi napisala, ampak ja, se zdi, da si lahko ne vem kako prosto, v resnici odvisno, ja. Včasih ima srečo in ti sprejmejo delo tako, kot je, ne, založniki, včasih moraš dosti popravljati, se truditi, spreminjati in tako. Je tudi ena izkušnja. Jaz sem se naučila nekaj tudi iz teh izkušenj. In ne vem, zdaj se učim malo pisati. Knjiga je za otroke? Ja. Lepo. Ja. Se pravi, ste ostali pri tej publiki. No? Ja, zdaj pišem tudi nekaj za odrasle, bolj za svojo zabavo. Sem še na začetku, je prav za zabavo. Pa vidim, da sta obe polni ustvarjalne energije in da nas čaka od obeh še veliko lepega.
Jaz bi še vprašala, če ima mogoče kdo od vas, spoštovani in spoštovani, kaj za vprašati, pripomniti, je koga kaj zamikala, kakšna radovednost. Tisti, ki vpraša, tako bom povedala, bom dala še vzpodbudo, ne, dan danes nič ni brez vzpodbude. Gospod Čampa je spekel krofe. In se mu zelo zahvaljujemo, ne, pa njegovi soprogi, da mu je naročila, kar je še bolj važno, ne. Zdaj vsi dobite enega, tisti, ki kaj vpraša, pa dobi dva. Evo, gospod Pleskovič, izvolite. Jaz imam samo en komentar. Jaz jih zdaj že slišim drugič in sta obedve tako melodične, ima sta na glas, ki je napol na tej strani meje, napol na drugi, so zelo simpatične in sem zelo vesel, da sem jih spet slišal. Hvala lepa, res en aplavz. Jaz rekla na to. Malo zamerim, ker jaz tudi malo pojem, ne bi lahko tudi to, pa drugič. To je zanimivo, ker recimo, tako ko smo govorili prej italijanščina, slovenščina, ne, kaj se nekdo počuti. Včasih, ko sem šla na slovenske, skoraj vedno grem na slovenske šole v zamejstvu, kaj gostovati, kaj povedati, pokazati, potem imamo delavnice. In kakšni otroci so mi prišli, kje si ti, kaj si iz Ljubljane? Potem pridem v Ljubljano, če ti si iz Omejka. Ja, to je to. Ja, vedno neka eksotika. To pomeni, da imate najboljše od obeh svetov, se rečete. Ne vidim drugih rok. Evo, izvolite, sem vesela. A se da te knjige danes tudi kupiti tukaj ali svetujete, kam naj se obrnemo? Ne, danes ne. Ti imaš več knjig. Jaz imam sam ta, prej nisem predstavila, ta je ta knjigica, Smo ostali pri Galebu, ne? Ta Še je pa pogoltnega od Zmaja. založbe Zala in je v slovenskih knjigarnah in kje so imeli v knjigarni LGL, je sigurno neslo. Ne vem, mislim, da V marsikateri knjigarni, ja, tudi tukaj. tudi ta dobi posod. Mislim, to so slovenska založba, tako da se normalno dobi tukaj. Ja, nam je žal, ja, da prav tu ne moremo, a mislim, da Ja. je Na tako. knjižnem sejmu se jih da vsako leto kupiti, Ja. ne, ker te zamejske založbe se slabo plasirajo v naše Ja. knjigarne, žal. Vse ta je slovenska. Ne, ta je, ena je No, ta Zala, slovenska. ja, ampak ostale od Mladike Ja. in drugače pa ljudje se poslužujejo tega, da pišejo na založbo in jim pošljajo. Ja. Ker so Super. zelo prijazne gospe tam in to rade naredijo. Krasno, hvala gospa Strgar za informacijo. So pa knjige tukaj, tako da tisti, ki jih niste videli, ko so šle okrog, se lahko potem tukaj malo ustavite in si jih pogledate. Jaz bi se še enkrat res zahvalila vsem, ki ste spremljali ta naš pogovor ali v živo ali preko digitalnih kanalov. Prisrčna hvala našima obema res krasnima sogovornicama za vse besede, predvsem pa za vse te barv in energije, polne podobe, ki nas okrožajo. Jaz mislim, da vsak od nas potrebuje notranji svet, potrebuje domišljijo in potrebuje predvsem vrata in okna, skozi katere lahko te drugačne svetove uzre. In vi ta vrata in okna pridno delate za nas. Tako da smo res hvaležni. Hvala še enkrat kongresu za pobudo in za razstavo. In zdaj pa res bi vas povabila v sosednji prostor, kjer smo pripravili na tako majhno druženje, res s kakšnim kozarčkom vina, pa s temi krasnimi krofi, kar je pustni torek, tako da je za vse dovolj. In bom kar zaključila z pogoltnim zmajem, ne že, če sem ga vzela v roke, je za vse dovolj, ampak ne preveč, da ne bi koga bolel trebušček. Hvala vsem. Hvala.